kaj LGBTIQ+ skupnosti prinaša obdobje po državnozborskih volitvah. Danes je z mano odlična feministična zasedba, tako da sem zaradi tega zelo dobre volje. Torej Simona Mušec iz Društva Parada ponosa, Lana Gobec iz Legibitre, Maja Cimerman iz Danes je nov dan, Teja Jarc iz Sindikata Mladi Plus in Alenka Krečbicelj iz Smet v Med. Zdaj sem seveda naštela samo en minimalen delček vseh vlog, ki jih imate v svojih življenjih, zato ker želim, da o ostalih vlogah bolj vezanih na ta kontekst poveste same. Tako da jaz bi v bistvu rada, da preden gremo v pogovor o tem, kaj nas čaka, si še vsem vzamemo trenutek in gledamo za nazaj, na to pestro predvolilno dogajanje, če temu tako rečemo. Vsaka od vas je bila na nek način zelo aktivna v mobilizaciji volivk in volivcev, v nekem tem predvolilnem gibanju, ki je spodbujalo ne samo k udeležbi na volitvah, ampak tudi informiranju udeležbi na volitvah. In rada bi povabila vsako od vas, da se predstavi v tem kontekstu, torej kaj ste, v katerem gibanju ste, kakšna je vaša vloga, kaj ste počele. Poleg tega bi vas pa rada povabila, da mogoče delite z nami še kakšen bolj oseben trenutek, mogoče najljubši trenutek ali pa trenutek, ki je na vas pusti največji vtis. Jaz imam ogromno enih spominov od branja ustave na Trgu Republike do sprejema Orbana z mavričnimi zastavami v Ljubljani, do vseh petkovih protestov, do epskega predvolilnega soočenja. Bilo je veliko stvari, ampak zelo bi rada slišala od vas, kaj bo mogoče en tak osebni moment, ki si ga boste zapomnili za vedno. Tako da mogoče naredimo en tak krogec najprej, pa gremo potem v prihodnost gledati. Tukaj je mikrofon, ki si ga boste podali med sabo, zato ker sem jaz na kablu, tako da bo bolj varno tako. In jaz prosim. Halo? A se slišimo? Ja. Zdaj ste mi podsturili ta mikrofon. Meni se sicer zdi malo neprijetno, glede na to, da sem videla skratke biti iz Društva Parada ponosa, pa zdaj jaz prva govorim, tako da dobro, glede na to, da sem tako podale. Ja, torej, jaz sem Simona Mušec, sem predsednica Društva Parada ponosa. V svojem življenju pa opravljam veliko različnih vlog in nalog. Imam tudi neko svojo osebno zgodovino s politiko. Sem bila kar nekaj časa zelo aktivna v političnem podmladku, nekoč tudi v predsedstvu stranke, ki je zmagala na volitvah. In sem v nekem drugem trenutku zgodovinskem ali pa časovnem spoznala politiko od znotraj z vidika, kar se tiče strankarskega političnega organiziranja. Sem po izobrazbi politologinja oziroma diplomatka mednarodnih odnosov, tako da mene osebno predvsem izrazito zanima mednarodno okolje in mednarodna politika in trendi in konteksti, ki se tičejo se pravi nekih širših globalnih povezav. Predvsem me pa osebno izrazito celo življenje vlečejo in zanimajo teme, ki so povezane z v bistvu pravičnostjo oziroma po drugi strani tem res nekim globokim občutkom injustice, se pravi nepravičnostjo do določenih ljudi, skupin, okolja, živali in tako dalje in tako naprej. In seveda posledično svoje življenje preživljam tako, da v vseh teh svojih različnih možnih vlogah se ukvarjam s tem, da poskušam se boriti proti sistemu zatiranja. Ki pa vsi vemo, ki delamo na tem področju, kako mislim, to je pač ena taka zadeva, ki veš že preden še se je zares lotiš, da nikoli ne boš zares za časa svojega življenja videla tega, da boji te sisteme premagali, ampak še vedno na koncu se mi zdi ful ključno to pot izbrati in jo hoditi.
Zdaj, zakaj to pravim? Zaradi tega, ker v bistvu konkretno v tem času našem zadnjih let, predvolilnem in mobilizacijo tudi volivk in volivcev za te volitve, sem jaz v bistvu tista oseba, ki je bila veliko bolj v ozadju kot v ospredju. Se pravi, moja vloga, ki sem jo zavzela kot vodja Društva Parada ponosa, je bila bolj neka kreacija idej, kako poskušati tako imenovane mavrične volivke, volivce spodbuditi, kako vzpostaviti neko komunikacijo, kako sploh te teme postaviti vsaj v kontekst družbenih omrežij, pa mogoče malo v medije, pa kako biti del tega protestniškega gibanja oziroma pokazati tudi politično, kje smo, da stojimo tukaj pač skupaj v tem odporu proti nekemu režimu. V praksi pa potem v bistvu to pomeni, da jaz sedim v pisarni in delam svoje delo. In potem imamo kolegice, kot je Katja, ki pa potem zlagajo zastave in organizirajo ekipo prostovoljcev in potem gremo skupaj, ali pa včasih tudi brez mene na proteste in ki potem se udeležujejo sestankov in potencialno lahko prispevajo v nekih širših kontekstih. Jaz mislim, da je oboje delo ključno. Jaz ne bi zmogla tega, kar je Katja počela pri nas in vprašanje, če bi Katja lahko to delala, kaj je, če ne bi bilo ozadja, ki omogoči ti, da lahko tudi v svojem službenem času ali pa ob neki podpori in razmisleku politično nekaj stvari delaš. Tako da jaz mislim, da je najna vloga bila precej dopolnjujoča v neki zelo mali organizaciji, mali ekipi, kjer je 6 zaposlenih in sem jaz prostovoljka. Tako da to je neko ozadje, se pravi podpora, bolj kot pa zares front. Najbolj memorable ali pa najbolj tak dogodek, ki je meni ostal v spominu, v bistvu ostalo mi jih je veliko. Ravno danes zjutraj sem za prostovoljko iz tujine, ki je tukaj z nami za en mesec, listala knjigo Sramota. In smo gledali tisto fotografijo, ko smo lani tekom festivala Parade ponosa skupaj z Parado ponosa z Budimpešte pred Madžarski inštitut odnesli transparent Blamaž, se pravi z mavričnimi barvami je zapisano Sramoto v madžarščini. Veliko tega zadnjega leta oziroma 2 let je šlo v razmislek predvsem, kaj se dogaja s kolegi in kolegicami na madžarskem in na polskem. To je bila neka taka zadeva. Zagotovo je pa bil tudi osebno zelo zanimiv trenutek, ko sem bila ena od tistih, ki so me na nek način ne čisto odnesli, ampak recimo temu tako malo neprijazno pospremili dol iz tistega trga našega nekaj znanega pri branju ustave. Tako da sem imela tudi nekaj par aktivističnih momentov osebno. Lepo za moje strani. Sem Ana Gobec, predsednica Legebitre. Tudi z Legebitro z političnim ozadjem, že 12 let nazaj od mlade liberalne demokracije naprej. Nekako skozi me malo vodi to, da ta change through bureaucracy, da v bistvu, če želimo tudi stvari, da moramo v bistvu se aktivirati znotraj sistema in tudi tukaj doseči nekaj stvari. Zdaj, pri Legebitri je pač ustanovitve dalje nekaj ta zagovorniški moment, ta neke spremembe življenja na boljše za LGBT osebe so pač osnovno poslanstvo kljub temu, da pač imamo tudi naše delo temelji dosti na storitvah, orkestriranja, svetovanja mladinskega centra, ampak to neki glavni del pa je seveda zagovorništvo. Zdaj, že nekaj let nazaj smo, v bistvu nekaj volitev nazaj smo začeli s tem, da smo malo začeli spraševati politične stranke pred samimi volitvami, kaj je tisto, kako gledajo na neke težave, na neke zadeve, ali sploh poznajo to tematiko. To smo tudi nekako nadaljevali letos skupaj z imamo en medij Naloga Brod, tako da v bistvu potem lahko preko tega smo vsako leto pošljamo, vsakih volitvah pošljamo političnim strankam ta neka vprašanja, da se delijo. Letos smo se tudi povezali z Društvom Parada ponosa, ki ste imeli
mobilizacijsko kampanjo, ima ta neki moment pridobivanja informacij, kajti ključno vse mi zdi to, da so pač osebe informirane. In ne samo do nekih opredelitev, ampak marsikje se lahko strinjamo, da je nekaj potrebno spremeniti, ampak vprašanje je potem tudi, kakšna je pot do tega. Tukaj se pa verjetno marsikdo potem lahko loči oziroma ne dela isto, zato je meni vedno tudi ta pogled zelo pomemben, kakšna je tista pot oziroma kako razmišljajo o tem, da bi morali nek problem nasloviti. Štartamo pa iz predpostavke, da ne vejo, ne poznajo tematik. Vse vemo, mislim, da mi se s tem ukvarjamo, mi smo v teh temah, mi poznamo nekdo, ki pa je v bistvu tam na nekem ministrstvu ali pa v neki poslanski skupini, tudi strokovni sodelavci, so pa zbombardirani z ogromno temami v bistvu na dnevni bazi, pač morajo resnično želeti neki celotni spekter. In tudi pri tem delu nekako vedno štartamo s tem, da jih najprej informiramo, da pač dejansko skozi vso delo, skozi neki dialog, ki ga imamo z nekimi političnimi strankami ali pa s posamezniki, gremo v to informiranje oziroma dajte razumemo. Tole smo mi zaznali, kako vidite, da bi pa vi lahko to spremenili oziroma lahko nekako tudi skupaj tudi naslovimo te težave. Zdaj, ko si ravno mogoče prej omenila nekaj bolj osebnega, nekaj bolj iz teh zadnjih, recimo, 2 let, pa ko si ravno omenila Orbana in njegov obisk, to je bila res ena taka zadeva, ko mislim, da sem to, ne vem, opazila ob 12. popoldne, da naslednji dan pride Orban in na to iz vrste v gospodarskem razstavišču med čakanjem na cepljenje okrog telefonirala in probala, nekaj moramo narediti, mislim, da Simona tebe sedaj prepisala, nekaj moramo. In pa smo nekako prišli do tega, da pa je tudi je Suzana Tratnik pomagala, ki je potem dejansko uredila, ko smo ugotovili, najprej smo nekako, kje se sploh bo to dogajalo, Narodna galerija, kako lahko zdaj tam naslovimo, DSP, hitro stik z Suzano Tratnik, ali lahko tisto ograjo uporabimo in je bila to ena tudi taka akcija, ki je tudi, mislim, da mednarodno pustila taki, veliko je bilo na odzivu, ne toliko širši, ampak z teh LGBT krogov, tudi mednarodno je bilo en taki odziv, mislim, da motivacijski za vse, ko smo takrat malo se to postavili in to je bila ena taka res akcija, ko smo jo skupaj z društvi takrat potem nekaj ura, nekako res skupnimi močmi vsi speljali in je bila ena taka, še posebej s tem, v vrsti za cepljenje, z vsem, kaj se dogaja in dajmo hitro to spraviti, tako da to je bila ena taki moment zadnjih 2 let. Hvala, moje ime je Maja Ciberman, prihajam iz Danes in nov dan. Danes in nov dan je nevladna organizacija, ki se ukvarja veliko s transparentnostjo, ustvarjanjem nekih prostorov za politično participacijo, veliko se ukvarjamo z digitalnimi rešitvami za večanje transparentnosti in participacije. Veliko delamo z samimi odločevalci, predvsem z občinami veliko sodelujemo pri implementaciji nekih participativnih rešitev, participativnih procesov. Konstantno delamo tudi s parlamentom in odpiranjem podatkov na nekem nacionalnem nivoju. Že pred prejšnjimi volitvami, torej 2018, smo se angažirali v tem predvolilnem času. Takrat smo razvili en tak kviz, ki te je pomečal za politično stranko, ki ti je najbližja glede na odgovore. Tudi takrat so nas bojkotirali SDS, ampak takrat pa še ne NSI, pa SMC seveda tudi ne. Naše zadnji 2 leti, ali pa moji zadnji 2 leti je zelo zaznamovala dejstvo, da smo na Danes in nov dan skupaj z še 3 organizacijami, PICO, Amnesty International in Openom ustanovili, oziroma smo se združili v pravni mreži za varstvo demokracije. Pravna mreža je bila odgovor na vprašanje, kako lahko to neko politično udejstvovanje pa aktivizem zaščitimo v kontekstu pravne države,
ki naj bi vsaj na nek način v Sloveniji obstajala, oziroma kako lahko mi kot aktivisti, kot nevladni, kot civilna sfera dejansko zagotovimo, da pravo ščiti nas, ne pa samo oblast oziroma tiste, ki ima več denarja pa več moči kot mi. Mislim, da smo bili v zadnjih 2 letih smo bili, ampak zdaj to 1 leto pa pol, ful smo delali, ampak bili smo tudi zelo uspešni. Nekako mi se konstantno hecamo, da še ni, v bistvu, pravzaprav smo skoraj vsak case, ki smo ga začeli zmagali. In tukaj smo delali res od nekih pritožb oziroma vlaganja sodnih varstev na sodiščih, pa do bolj tega konstruktivnega oziroma ustvarjanja, pisanja zakonov in nekih rešitev, ki varujejo pravno državo. Zdaj, jaz sama osebno nisem pravnica, ampak smo se na pravni mreži v bistvu povezali z širokim krogom odvetnikov pa pravnih strokovnjakov, kar se mi tudi zdi pomembno, ker je to en tak del Slovenije ali pa ena taka skupina, ki je ponavadi politično nevtralna pa se ne zares aktivira, ampak mislim, da smo jih tukaj v bistvu v nekaj te pravne procese uspeli vključiti, tako da to je bilo res pomembno. Poleg tega pa je danes in nov dan, kot tudi pravna mreža, bila del glasu ljudstva. Kot pravna mreža smo sodelovali predvsem pri koordiniranju 2 vsebinskih področij, področja demokracije, področja človekovih pravic in vladavine prava, in smo tam v bistvu sodelovali pri izkristalizaciji teh zahtev do političnih strank. Zdaj tudi kot danes in dan smo v bistvu bili zelo vpeti v delovanje glasu ljudstva in koordinacije celotne zadeve. Zdaj, moj odgovor na to, česa se najbolj spomnim je, da v ponedeljek po volitvah, ko smo bili vsi zmečkani, oziroma pač malo tako zaspani in utrujeni, smo imeli sestanek pravne mreže in seveda prvo vprašanje je bilo, zdaj gremo pa naslednji case, kjer je nas sploh tako. Res pač to se mi zdi res pomembno, da se nismo ustavili v tem smislu, da pač ljudje še vedno imajo pravne probleme, tako zaradi nekega delovanja prejšnje vlade in kot tudi zaradi nekih drugih pravnih praznin v Sloveniji, in zares v bistvu tukaj je vloga pravne mreže, pa tudi civilne družbe širše res pomembna, da se te stvari izpostavljajo in naslavljajo. Jaz sem Mateja Jarc, predsednica sindikata Mladi Plus. To je sindikat dijakov, študentov, mladih brezposelnih in mladih prekarnih delavk in delavcev. In se torej ukvarjamo še z nekim drugim področjem, torej v bistvu primarno seveda svetovanje in pravna pomoč članom, ko jim kršijo njihove delavske pa socialne pravice. Po drugi strani pa smo tudi mladinska in zelo aktivistična organizacija, ki se v širšem smislu torej bori za drugačen sistem, torej tudi onkraj kapitalizma in pa seveda za pač neko družbeno oziroma pač socialno pravičnost. In v teh 2 letih sem pa jaz potem, če si moram mogoče prav, da ona ni bila tako v ospredju, sem pa jaz mogoče tista, ki je bila tako v ospredju in tista, ki je potem pravna mreža zastopala primerov, ki so še vedno na sodišču ali pa kaj. Tako da jaz sem se priključila protestom že od samega začetka. In potem smo tudi v bistvu zelo hitro kot organizacija, kot sindikat Mladi Plus, tudi uradno pristopili k tej neki strukturi. Za nas je bilo kot organizacijo izjemno pomembno, da se to najprej sploh razčistimo znotraj sebe. Zato, ker tudi sindikati so lahko take stare strukture, ki se zelo stežka premaknejo in ki mogoče mislijo, da je njihov interes varovanje nekih ožjih pravic na delovnem mestu. In v bistvu naš sindikat poskuša razbiti tudi določene te mite, ker verjamemo, da je naloga sindikatov, da se vključujemo v širše družbene razprave, procese in da seveda sindikati vedno smo in bomo politični.
Tako da tudi v bistvu kot organizacija smo mogli zelo hitro sprejeti to jasno stališče in potem v bistvu tudi imeti to legitimno, zakaj se to aktiviramo, posebej še pač nekatere posameznice ali posamezniki. To pač pomeni, da sem v tej ožji ekipi protestne ljudske skupščine, ki je pač pomagala pri, zdaj ne smem reči, organiziranju protestov, ker so to zagrožene kazni. Absolutno nismo organizirali protestov, so bili pa pač te pobudniki in pobudnice, ki smo bile torej pač mogoče malo bolj izpostavljene. In to vztraja v tem 105 petkov. In vmes lansko leto septembra se v bistvu tudi v sodelovanju s tem, ampak predvsem pač bolj na pobudo neke širše iniciative civilne družbe oblikoval tudi Glas ljudstva oziroma iniciativa Glas ljudstva, ki danes združuje več kot 100 različnih organizacij in na tisoče posameznic in posameznikov, katerih namen je bilo pa jasno vplivati na volitve. Zdaj vplivati na kakšen način, predvsem na dva, to je, da se dvigne politična participacija oziroma volilna udeležba in drugo, da se v ospredje postavlja vsebina. Tako da mi, kljub samo očitkov, ki smo bili deležni, da navijamo samo za določene stranke ali imamo mi svojo politično agendo, ja, seveda imamo, ampak pač s tem dvema jasno ciljama. Tako da sem potem tudi izjemno aktivna v Glas ljudstva in se je to prepletalo. In se mislim, da bomo veliko zadev lahko še pač povedali ali pa še kaj razkrili. In zdaj najtežje vprašanje, če bi mogla povedati eno osebno izkušnjo, jo je absolutno nemogoče, ker je bilo to 105 tednov, kjer se je vsak teden zgodilo več takih izkušenj. Od tega, da smo protestirali na vodi za referendum za vodo in smo prvič na supu na Ljubljanci in res nisem hotela padati noter. Do seveda Triglava, ki je jasno znan, do pač nagovora 28. maja 2021, ko smo dejansko zbrali 40.000 ljudi, do policijske represije vsega tega. Ampak tako, če bi pač ena izmed lepših izkušenj je pa ravno v bistvu ta ekipa in kar se dogaja v ozadju, kar mnogim ni bilo jasno, ampak vse v bistvu neprespane noči, vsi sestanki, ki so bili večkrat na teden, v bistvu cel prosti čas, ki smo ga namenjali temu, da smo določene kreativne ideje poskušali realizirati. In ena izmed teh je bila v povezavi z Blejskim strateškim forumom leta 2020, ko so se zbrali torej tudi Orban in Janša in Vučić in te na Bledu, smo mi šli tja narediti tako malo bolj gverilsko akcijo, kjer smo imeli dejansko čoln in potem te veljake v tem čolnu. Ampak ponovno, bolj zanimivo je mogoče to ozadje, kako smo mi delali ta čoln. In to pač pomeni, da smo en vikend prej se peljali do Podpeškega jezera v Nevihti, da sta Brane in Sanja, ki obvladata lutke, dejansko probala narediti skoro ta čoln iz lutk, ki seveda ni zdržal te Nevihte, da smo sup napihvali, da smo pač res v nemogočih pogojih probali narediti nekaj kreativnega, hkrati nekaj politično zelo izraznega, provokativnega in sporočilnega. In jaz mislim, da so v bistvu vsi protesti nekako poskušali izražati ravno to. In da smo se imeli vmes, kljub temu, da je bilo težko, tudi prekleto dobro. Moje ime je pa Alenka Kreč-Bricar, prihajam pa iz društva Smet v Med, pa hkrati lahko rečem tudi iz Inštituta 8. marec, ker sem zelo aktivna članica obeh. V tem predvolilnem ali pa širše janšističnem času sem se tudi intenzivno ukvarjala s tem, kako se tega znebiti. Tako da jaz mislim, da za vse nas je valjda protesti, v katerih smo vsi vsaj deloma sodelovali, da so bili ful pomembni, pa te skupnosti nove, ki so se sestavile, zgodile in to mi je pač ful pomemben. Potem pa tudi valjda referendum za vodo, kjer smo bili še posebej aktivni, pa mislim, da smo potem tako prvič kot volivci in volivke res pokazali, da se ne bomo pustili zarebavati. Potem pa zdaj v času kampanje
predvolilne kampanje, pa jaz kot kreativna, kot oblikovalka, pa tudi v času kampanje za vodo, sem v bistvu delala ful enih stvari, ampak najbolj me pa veseli delati merch. In to so bili uhani, ki smo jih imenovali Bizjacove solze, to je bila Janezova pošta, to so bile rizle, ki je gor pisali, mi bomo skušali prihodnosti, gremo voli, pa cel kup nekih takih fur, ki v bistvu se mi zdijo tako, če lahko to delam, pa sem napravljena, tudi še vam sklepam. Od nekatera zadajko. Tako da to, v času kampanje predvolilne smo z inštitutom 8. marec napisali tudi zakon proti škodljivim ukrepom oblasti, za katerega smo potem pri strankah prosili za mnenje zakonu oziroma to, da bodo po volitvah v novem sklicu parlamenta podprli ali ne. Zdaj še čakamo, da gre to skozi in da to naredijo, ker so obljubili. Kar se pa tiče najlepšega dela, je pa tako, kot je rekla, da je pač ful lušnih stvari, pa zabavnih, pa presmojenih. Ampak nekaj, kar mi je celo to zgodbo skupaj povezalo, je bilo, ko smo šli z Niko v času predčasnega glasovanja za referendum v vodi na gospodarsko razstavišče in so se tam res vile kolone ljudi ven in smo mogli verjeti in potem smo pa šli noter in več tam je bilo vse napolnjeno z ljudmi in vsi so bili čisto skolirani in da ni še nobenemu na živce, da so vsi pač vedeli, da so tam zaradi nečesa dobrega in da se pač je vreden tam gužvati in da to pomeni pač dobra stvar za vse nas. In pa smo se začeli punce tam med sabo malo pjevati, pa malo jokcati, tudi priznam. In pa smo gledali tako eno malico zraven, da s dvema dojenčkama, dvojčkama je bila. In je pa tudi ona jokala, kad daš in smo vsi tam malo jokali in žegani in se kar nekaj dvignalo med nas. In je bilo ful amazing in jaz sem to za to kampanjo napisala en post, zato da pač s tem nekako, koliko je to pomembno, kaj lahko druge naredimo s tem, samo da gremo vod, pa da se oglasimo, napisala in se je ta mamica nam oglasila in je napisala to nekaj, kar jaz ves čas govorim in točno tako se je zgodilo in teh otroka in je bil polar in je bil prečino, da ga so šlo vsem glasovati na referendum in tako. In se je zdaj tako, ok, tukaj se pa res sklenili in še tako zdaj sem še vedno malo ganjena, kot to govorim. In zaradi tega, zaradi take skupnosti, pa zaradi ljudi, ki so naprimer peli v Ilirski Bistrici, ki nas jih je prišlo počakati po več kot 50 ljudi v fucking Ilirski Bistrici, ki sem mislila pač na ljudega. In so te ljudske pesmi, ki pač sploh niso tako nekaj moj soft spot, ne. Tako spet smo vsi jokali na fucking ljudske pesmi in to je pač to. Zato, ker je res spremenito, pa poveže. Hvala. Ful lepo je slišati spomine vsake, da sem diši, ker jaz še malo zajokcala. In to je zdaj mogoče en tak hiter povzetek vsega tega divjega dogajanja zadnjih 2 let, oziroma še bolj intenzivno v tej predvolilni kampanji. In ja, volitve so šle mimo in učinek je bil jasen. Dejansko je, 2/3 so volile proti Janši. In to rečem zato, ker se mi zdi, da je zelo jasno, da smo volili proti Janši, s tem smo izvolili neko novo stranko, ki zares še ne poznamo, verjetno tudi malo zanemarili, oziroma precej zanemarili stranke, ki so že leta pred tem nekako aktivno delale proti desničarski prevladi. Ampak v vsakem primeru smo zaustavili ta tok, ki nas je peljal po poti Madžarske, Poljske, Srbije. Zaustavili smo, se mi zdi, ta panični vlak, na katerem smo vsi bili in smo se spraševali, kaj nas čaka in smo se ozirali k našim sosedom in
nam je uspelo. In zanima me, kako si reinterpretirate ta izid volitev. A vidite učinek tega vsega dela, ki smo ga vložili, a se vam zdi, da smo bolj volili za ali bolj proti? Tako občutek, da bomo bolj resno nekaj odgovarjati. Pač ja, valjda, ful je super, da smo prekinili ta avtokratski, kako bi rekla, rak, ki se mi zdi res začel zažigati. In kar zdaj slišim po volitvah, prav od vseh, svojega vrhunčka, okay? Je to, da se pač lažje se diha. Kaj točno bo ta trenutek, še ne vemo. Ene stvari kažejo boljš, za druge pač bomo videli. Kar meni daje ful veliko upanja, je to, da se mi zdi, da je civilna družba tukaj res se usposobila in emancipirala in da tudi imamo konkretna znanja pa mehanizme, ki jih zdaj obvladamo in znamo boljše reagirati in smo boljše pripravljeni in takrat, ko bomo videli, da se nam spet kaj takega dogaja, bomo znali še boljše reagirati. Tako da to mi daje upanje. Želim si pač, da bi samo bilo, da bi imeli prihodnost, ki je vredna upanja. To si želim tako zase, kot pač za skupnost, za svoje otroke, pač za vse. In zdaj kaže, da tukaj imamo vse šanse. Ker mislim, da če bi pustili to stvar, da bi rasla še 2, 3, 4 leta, da potem bi bili res tam, kjer je zdaj Madžarska, ker potem, ko se ta način vladanja usidra in užre vse pore družbe, takrat ga je res težko izkoreniti. Ja, jaz predvsem zelo strinjam s tem, kar je Alenka povedala. Jaz seveda nisem pričakovala takega rezultata, ne da bo tudi visoka volilna udeležba, ne niti tega, kako bodo te glasovi porazdeljeni. Zdaj pač, ja, ne vem, jaz se vedno znova, kljub temu, da pač ja, smo absolutno ponosni na marsikaj, kar smo dosegli, sem jaz vedno v tej pozi pripravljenosti, da seveda boj se nadaljuje in da nič ni doseženo in da še nič ni zmagano. In mislim, da moramo iti v bistvu s tem naprej, da absolutno se boj nadaljuje, da bo treba še naprej delati, da je to res samo še začetek. Da vse posledice zadnjih 2 let bodo krojile tudi delovanje te vlade, s katero smo lahko morda načelno zadovoljni, ampak morda tudi oni sami bodo zelo malo ugotovili, ne bodo mogli realizirati mogoče vsega tega, kar bi se tudi sami morda iskreno želeli. Zato, ker enostavno je stanje veliko katastrofalno, kakor smo si marsikdaj upali priznati. Ne samo znotraj posameznih podsistemov, kot so policija, tožilstvo, šolstvo, zdravstvo, vse to. Poleg tega nas pač seveda bremeni še globalna situacija, od seveda pač trenutne vojne do vseh seveda širših sistemskih problemov, a ne od pač podnebne krize, ki se seveda ne more rešiti samo na ravni Slovenije, podražitve, inflacija, vse te stvari. Bi pa jaz vseeno, kljub temu, da pač ne želim res nikogar pretirano hvaliti, ampak se pa v zadnjih tednih v bistvu, ker zelo še vse naprej analiziramo in spremljamo dogajanje, se v bistvu zavedam, da vsem pa smo se drastično premaknili na nekaterih točkah. Ker meni se zdi, da še pred 3 meseci, če si ti rekel, da je treba kapital obdavčati, si praktično govoril nekaj najhujš, kar bi se lahko zgodilo. In danes se pogovarjamo o obdavčitvi kapitala. In to je bilo res nekaj bogokletnega, kar se sploh lahko takrat rekel, in zdajšnji premier oziroma pač vlada govori, absolutno je treba davek in pač dobičke obdavčati. Mora biti neka pravična davčna obremenitev za vse. Jaz mislim, da še vseeno, podnebne politike nikoli niso bile toliko v ospredju, kakor so bile v teh volitvah. In se mi zdi to izjemno močno.
In je ene par takih področji, kjer se mi zdi, da smo ravno tudi s to vsebino, ki smo jo mi sporočali naprej, torej ne gremo se samo politikantstva, želimo govoriti o vsebini in te naše zahteve niso nič radikalnega, so nekaj povsem osnovnega in ker smo jih toliko časa ponavljali, se mi zdi, da so postale v širši družbi bolj sprejemljive. In zato danes lahko govorimo o obdavčitvi kapitala in zato danes lahko govorimo o tem, da bo žica na meji padla. Ker to še pred parimi meseci, pa vem, da se mogoče zdaj to težko spomniti, da smo vsi veseli, ampak dajmo se spomniti vsaj za trenutek represije in pritiska, pod katerim smo bili, kjer te zahteve niso bile nekaj realnega, zdaj pa pač se bodo v resnici udejanjile. Tako da to mene malo navdihuje. Mislim, se nimam veliko za dodati. Jaz mislim, da smo glasovali proti Janši. Jaz mislim, da rezultat, ki kaže, da smo glasovali taktično. Zgledalo je, da sta si SDS in Svoboda zelo blizu. Zaradi tega je veliko levih volivcev se odločilo glasovati za Svobodo, ker je bil to tisti safe choice proti Janši. Vsekakor pa, če tudi so volivci glasovali proti Janši, so očitno dali vedeti, da proti janšistična politika ni dovolj in ne bo zadostovala. Jaz bi tu morda samo dodala temu, kar si ti rekla, koliko se v bistvu neke vsebine so se naprej dale. Glas ljudstva je dal naprej neke zahteve do vseh kandidatov in vse tri koalicijske stranke, torej Svoboda, Levica in SD, so potrdile oziroma se zavezale, da bodo implementirale 122 zahtev skupaj. Torej, tukaj so soglasni. Nekateri izmed teh zahtev so že v koalicijski pogodbi, nekatere niso, vsekakor je pa to nekaj, kar bomo še naprej opozarjali, da je to bila neka njihova obljuba in bomo vztrajali pri tem. Ja, to, da se lažje diha, mislim, da vsi smo čutili kar hitro o tem. Se strinjam, da je bilo tudi dejansko v veliki meri to glas proti tem janšizmu in represiji, ko smo ga imeli. Ampak mislim, da kaj tukaj Gibanju Svoboda uspelo, kar mogoče ni ostalim strankam pula, je to, da so znali zelo dobro dodati upanje. Neko upanje na nekaj boljšega in to je bilo tudi tisto, kar je ključno poleg tega proti glasu Janši, je bila še ena zadeva, to neko upanje, da pa je le nekaj drugače. Tako z nastopi, ki so jih imeli, tako za v bistvu celotno paradigmo, ki so se šli, so tukaj našli tudi en recept, mogoče kako nazaj iz politike strahu priti v bistvu v politiko, ki prodaja boljše življenje oziroma neko upanje. Zato, da je pa do tega prišlo, se pa to nikakor ne bi moglo zgoditi, mislim, da če ne bi bilo te velike aktivacije civilne družbe, tako skozi proteste, tako skozi referendum, ki je bil mislim, tista prva začetna točka, kako dejansko se je do tega prišlo. Tako da to neki se zdi, kar ne morejo in ne smejo zanemariti. Glede samega, kako ni nihče pričakoval mogoče take razlike, je tudi tukaj vprašanje nekaj in na kak način resnično delajo ankete, v javno mnenje merijo, tukaj tudi mislim, da treba same agencije mogle dobro pogledati, kje so njihove metode in zakaj je zmanjkale, kajti če so napovedovali, da določene stranke ne bodo prišle v parlament, take razlike ni nihče napovedal in tudi tu se je za vprašati, kje so tisti tisti analitiki veliki, pač pa podatke, ki se vedno rad s tem ukvarja, zakaj je prišlo do takih diskrepanc tudi na tem, kajti se vsi malo na to vračamo, pogledamo in zgledujemo potem. Vse, kar je že bilo povedano, se zelo strinjam, Tejo kaj povedala, kaj pa mene mogoče, ker pač sem nekako optimist, ki pa tudi ga dosti stvari skrbi, kot je rekla Madeleine Albright, je pa to, da vseeno mislim, da bo zdaj tukaj popravnega izpita ta vlada ne bo več imela, pa ta koalicija. Da če tukaj se zgodi, da pa jim resnično ne uspe, oziroma da ne bojo znali na tega upanja, ki so ga prodali, vsaj v neki meri zajeti in priti nekako s tem naprej,
Pa vprašanje, ali bojo se še ljudje tako aktivirali na ta način, oziroma kaj se bo potem zgodilo. Tako da to je tista skrb, ki pa upam, da se tudi zavedajo v teh politikah, kajti so nakazali sedaj neke smeri, ki so definitivno boljše in gredo v pravo smer, ampak se bojim, da pravnega izpita tukaj več ne bo. Če tukaj duša narobe, je Madžarska lahko, ki mislim zelo hitro realno. Jaz lahko rečem, da tako kot smo slišali predhodnice, da sem bila precej šokirana na volilnem rezultatu. Predvsem zaradi te velike prevlade, ki je Gibanje Svoboda dobilo. In iskreno povedano, to je tudi razlog, zakaj se jaz nisem mogla veseliti rezultata. Po eni strani mi je na osebni ravni in na profesionalni ravni odleglo, na podoben način kot vsem tistim, ki rečejo, da zdaj več dihajo, ker alternativa je bila v bistvu tega, da se bomo iz te države selili, ker bomo drugače pristali v zaporu ali pa pod mostom ali pa na štriku, ker ne zdržiš tega, če si tak karakter, da se fajtaš, potem se fajtaš do konca in v takih represivnih sistemih veš, da slej ko prej bo ta konflikt šel v fizično, materialno pogubo, ali tebe, ali tvoje organizacije, ali tvojih bližnjih in tako ne. Skratka, alternativa je bila itak tako grozljiva, da zares, hvala Bogu, živimo mi v nekem evropskem kontekstu, kjer je opcija migracija, ne? In zame je to bilo v bistvu nekaj, česar si nisem želela, ampak je bila opcija, ne? Tako da, kar se tega tiče, je ta volilni rezultat na osebni ravni seveda to olajšanje, da lahko nadaljujemo live in lahko nadaljujemo delo. Ampak po drugi strani pa jaz nisem optimistična, jaz ne zaupam, se opravičujem, ampak jaz ne morem zaupati v to, da bodo liberalne politike nas rešile tiste krize in jadra represivnega sistema, ki se mu reče kapitalizem. In z tega vidika tudi konkretno in garnitura, ki prihaja in na kak način se neke zadeve zdaj postavljajo. Ok, za marsikoga ne vemo, bomo videli, kaj bo. Ampak v osnovi, jaz kar si opetam od tega novega stanja je, da mogoče nas lahko ampak lahko vzpostavi neko ponovno stanje vse približne stabilnosti, zato da lahko delamo spet, ampak problem je zaradi tega, ker kot sem prej rekla, mene politično in osebno zanima predvsem nek širši koncept pravičnosti in že na tem konkretnem primeru zdaj lahko vidimo, da recimo v veliko aspektov bomo manjšinci z veseljem. Ta vlada, jaz ne vem, če se bo, tudi zaradi vsega tega, kar je recimo tudi Ana prej rekla in tako vprašanje, se bo zdaj ta vlada hotela iti in odpirati rane, in tiste zadeve, ki bi jim odpirali nove fronte. Kako bo ena liberalna opcija, ki ji bo ful pomembno tudi lokalne volitve v jeseni, malo prešiftati razmerja moči, ki ji bo pomembno vzpostaviti neke druge mehanizme. Poleg tega, ko ima globalno podnebno krizo, ko imamo vojno v Evropi, pa imamo problem s tem, kako cene hrane grejo gor in vse te zadeve. Z vsemi temi frontami, ki so v jedru ekonomsko pa kapitalistični problemi našega globalnega sistema in režima, jaz ne verjamem, da imamo rešitve, ki bi bile res revolucionarno kreativne. Mislim, da bodo najboljše, kaj bodo zmogli, bodo ponujali neke rešitve, da bodo blažile posledice in neke rešitve znotraj kapitalističnega sistema, se pravi, dajmo temu kapitalizmu, ki nas daje nek humani obraz, zato govorijo o nekih tudi lahko odločitvah in tako dalje. Ampak jaz mislim, da obstajajo meje tega, dokot lahko ena liberalna garnitura gre, ker ideološko je zelo jasno, kje to vrstne garniture ponovadi stojijo, which means the system will stay. In zdaj znotraj tega, kako se bo, vprašanje za me, kako bo zdaj ena taka garnitura res šla se tega, kaj je potrebno za to, da v enih naših družbah in v enih naših kontekstih se spopadamo s tistimi res globokimi, recimo, bolečinami in problemi, ki nam je našo skupnost, recimo
vestijo. V koalicijski pogodbi zelo lepo na eni točki piše, zavzemali se bomo za enakost obeh spolov. Primer, ne? Dokot sežejo te liberalne ideje, te koalicijske pogodbe ali pa te politične garniture, ne? Pa oprostite, jaz ne bom rekla, da je to zato, ker so ljudje ne vejo. To je zato, ker se ljudje ne upajo, zato, ker moče razkirati, zato, ker to preveč stane. To je moje mnenje, to so moje osebne skrbi, ko o tem razmišljam. In zato v bistvu jaz sem tako, ne, po eni strani hvaležna zato, ker je vse v strani upanja, da se bo nekaj stvari normalizirajo za naprej, po drugi strani pa jaz ne bi rekla, da bomo videli neke velike spremembe tam, kjer boli. Ja, zdaj si v bistvu že odprla to vprašanje te koalicijske pogodbe, ki sem hotela naslednjega odpreti in sem v bistvu vas hodila vprašati, kakšni so vaši odzivi na to pogodbo, ki je bila zdaj konec maja podpisana, ki bolj ali manj jasno nakazuje, kako bo ta vlada delala. Simona, ti si zdaj že začela, tako da mogoče lahko, če bi še nekaj dodala, si izpostavila neke probleme, ki jih vidiš specifično za LGBT skupnost in če bi še kaj dodala, te vabim. Vprašala bi pa vsako od vas tudi iz perspektive svojega dela, svojega polja dela, ste tudi vi videli kakšen potencialen problem, kakšno problematično nejasnost ali pa po drugi strani kakšno zelo pozitivno, konkretno zadevo, ki jo vlada načrtuje. Mislim, jaz lahko rečem, da žal delamo pa živimo v takih razmerah, kjer sem se jaz osebno zelo malo lahko zares ukvarjala z tem, da bi ful preučevala širši kontekst nastajanja koalicijske pogodbe kot take. Lahko pa rečem, da recimo vsaj SD pa Levico spremljam pa poznam do te mere, da približno vem, kjer kot stranki stojita pri določenih zadevah, tudi interno. Mogoče zato pravim, ne, da tudi Gibanja Svoboda je zame, recimo, ima težko neke stvari, ne, zato nočem niti reči, ne bo jim ratalo, ali pa ne stojijo čisto, ker za marsikoga v bistvu jaz niti še ne vem, ne vem, če mogoče kdo drug, ljudi, ki so tam bolj spremljali, mogoče lahko kaj več o tem reče, mogoče bo Lana, ki ima bolj liberalnih, ki bo več vedela, bo lahko več povedala o tem v zadnju. Jaz mislim, da tista stvar, ki sem jo jaz pač tako nehitro lahko iz te koalicijske pogodbe zaznala, je to, kar je bilo prej rečeno, ne, da enih par zelo specifičnih zadev je prišlo not. To so tudi zadeve, ki so bile mogoče z vidika glasa ljudstva bolj v spredju, pa so bile mogoče blizu, pa mogoče tudi malo bolj popularne, ne, zadeve. Ful pomembne, ne, da se ne bomo narobe razumeli. Meni je vzpostavitev nazaj nekega normalnega konteksta medijskega prostora, pa javnega RTV-a, pa to meni se to zdi pač fundamentalno, da se razumemo, ne. Ampak so področja, ne, recimo to, da not piše, da se Božica odstranila, ne. To je nujno, ampak za mene so to fundamentalne zadeve, ne? Ampak za mene so tudi druge zadeve, ki jih ni not fundamentalne in določeno od teh zadev že v kontekstu glasa ljudstva niso mogli priti naprej, ker že tam je moglo priti do mletja tega, kaj bomo kot civilna družba dali naprej. In historično gledano ni naključje, da recimo LGBT teme vedno izvisijo, čisto vedno, ko so lezbijke šle v feminističnih gibanjih ful podpirati ženske pravice, so specifike potreb lezbičnega gibanja izvisele. Ko grejo gibanja temnopoltih oseb v mainstream civilno-družbenega gibanja, no ful neke mainstream zadeve podpreti, vedno neke specifike potreb temnopoltih skupnosti izvisijo. In to je dinamika. Ne? Zaradi tega, ker ko se pogovarjamo o dostopu do oploditve z biomedicinsko pomočjo, je seveda veliko lažje spuščati naprej, da bo to dostopno samskim ženskam,
kot pa lezbičnim parom. Ker v tistem momentu, ko začnemo govoriti o lezbičnih parih, vemo, da bo rezistenca na drugi strani veliko večja, ker je treba se delati z globljimi problemi in je z vidika neke širše populacije lažje v tem trenutnem družbenem času govoriti o dostopu do te specifične pravice za samske ženske. In to se je recimo tudi pokazalo znotraj konteksta in tako naših civilno-družbenih prizadevanj, kako te teme postaviti v ospredje, kot tudi potem, čemu so se stranke bile pripravljene zavezati. Zelo previdne so bile okrog dikcije, kako se bodo tovrstnih pravic lotevale. In to je tista stvar, o kateri jaz govorim. Mi imamo različne pristope k temu. Ali bomo rekli, da če imamo eno, recimo temu, fundamentalno neko pravico ali pa nek fundamentalni pristop, vsi ljudje, vse osebe smo enakovredne in enakopravne v tistem nekem aspektu. Ali štartamo iz tega, da najbolj marginalne postavimo gor in če bomo za najbolj marginalne to pravico zagotovili, potem bo zagotovljena za vse. In so itak potem vsi zavjeti in bomo z te pozicije štartali, ali pa štartamo z druge pozicije. Začnemo pri tistem, okopavati vrtiček, malo širimo to pravico, če za zelo oskemu krogu ali pa pol tistemu najbolj sprejemljivemu dodane in zdaj gremo k prvi naslednji skupini, ki jo lahko vključimo. In potem to traje. In pri nas je velikokrat ta drugi pristop, da poskušamo. Problem tega je, da historično spet, ko gledamo nazaj, vedno znova pridemo do tistih meja, ki spet mi na on the fringe, na margini izvisimo. Mi smo tudi kot društvo, kot organizacije, jaz osebno vedno v teh gibanjih zraven. Poznam te dinamike. Mene to na osebni ravni to je, ko delaš znotraj nekih političnih gibanj in krogov, razumeš te dinamike, jaz razumem racionalno, zakaj do tega pride. Je pa to odločitev, to je politična odločitev na koncu. In zato v bistvu, kakorkoli že lahko to vedno znova upravičujem, te pristope, za mene na koncu ne spremeni dejstva, da ta koalicijska pogodba, tudi ta garnitura, ki bo prišla, vprašanje, če bo pri teh nekih ključnih zadevah šla do te mere, ki bi bila potrebna zares. Kaj hočem še enkrat izpostaviti? Ti primeri so res ključne. Obstaja ful velika razlika. Če bo novi človek, ki bo sedel na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, pripravljen naprej pušati nek že obstoječ v preteklosti protokol za šole za naslavljanje vrstniškega nasilja, pro forma, in bomo rekli, vrstniško nasilje v šolah je tema, ki jo treba naslavljati, ker se nam v bistvu mladi, da nam samo more delajo, zaradi tega, ker to se dogaja zdaj. Ali pa bo ta ista politična garnitura na tem istem ministrstvu sposobna začeti in zelo jasno se postaviti za tem, ne samo to, prav specifično bomo v vse šole pripravili do tega in spravili to, da se bomo lahko v šolah pogovarjali o zaščiti mladih, ki doživljajo vrstniško nasilje na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza. In med tema dvema pristopoma to je noč in dan. This is worlds apart. Kaj to v praksi pomeni? In to je ta fora, zakaj spravim ta ful težko si predstavljam za te specifike, da bo sama koalicijska pogodba meni recimo na tem področju nič ne da sama po sebi. Tako da tista stvar, ki mi recimo da to vrstno upanje, je pri tistih recimo ljudeh, ki so v kabinetih in potencialnih bodočih ministrih, ki imamo neko izkušnjo z njime, ki vemo, kako so v preteklosti v politiki se že angažirali ali pa v nekih drugih kontekstih. Mislim, v tem momentu čisto stvar to, da vemo, da je v planu, da bo tudi uradno Simon Maljevac zavzel ministrsko mesto. Mislim, to je revolucionarno. Z upoštevanjem tega, da računamo na to, da kolega Simon Maljevac ne bo pozabil, kdo je pa odkot prihaja. Ker mi smo tudi v tej državi velikokrat videli, da so prihajali ljudje tudi iz te skupnosti na neke pozicije, na neka mesta in gledali vsi. Malo zgubil spomin včasih. Tako da jaz upam in verjamem, recimo v tem primeru konkretno verjamem, da se to ne bo zgodilo. Ampak, to, jaz sem malo tako, jaz nisem tako optimistka.
Na področju izobraževanja v koalicijski pogodbi. Koalicijska pogodba je v bistvu zelo splošna, razen nekaterih konkretnih, kot so žica stvari, ampak dejansko pa zelo splošna in bomo videli, kaj bo to pomenilo. Kajti tu se zelo strinjam s tem, kako sem danes začela, kako vse neke stvari naslovijo. To je tudi meni izjemno pomembno. Marsikje se verjetno lahko strinjamo, je potrebno urediti zdravstvo, je potrebno urediti, se odzvati na podnebne spremembe. Ja, kako tukaj pa potem pride do teh razlik. In kaj se samo koalicijske pogodbe tiče, jaz mislim, da kot okvir je postavljena kot nekaj, čimer se verjetno kar dosti strinjamo, vsaj sama se kar dosti strinjam, oziroma vidim natre neke možnosti, da se v pravo smer naslovijo določene stvari. Mislim, da je glede nekega te politične pragmatičnosti, kako bi to rekla, to je pa neka realnost, v kateri pač delujemo. To je bilo pri marriage equalityju in pri tem, da je potem pač ni šlo v bistvu v popolno enakost in potem pač se je sprejel zakon, se je pušeno zakon o partnerski zvezi, ostale stvari, ki pač se mora iti žal počasi in po nekih manjših korakih se pa res sedaj čakajo na ustavnem sodišču, da pač začne obravnavo. Tako da tu je ta realnost, ki ni pravična, ampak nekako moramo se naučiti delati z njo in gledati, kje pa lahko mogoče neke stvari pušnemo, spremenimo oziroma damo pa neko perspektivo na to. Ja, bo pa potem res najbolj odvisno od tega, kaj in kako bo v bistvu posamezna ministrstva, posamezni ministri in v bistvu ekipe, ki jih imajo na ministrstvih, kako bo v bistvu to delovalo in tudi to, koliko bojo šli v dialog z civilno družbo. Jaz mislim, da tukaj je tisti en glavni potencial, kjer je veliko znanja, kjer je veliko nekih že rešitev, da pač velika večina tega sektorja, ki se aktivira, ki deluje, ki smo danes tukaj in ki dejansko smo nekako vpeti v ta neka dogajanja, ne izhaja samo iz tega, da reče, to je problem, to je problem, to je problem. Ampak veliko nas tudi ima v zadnje, vsaj neke smeri, vsaj neke rešitve, v katere bi lahko šli in smo lahko neki sogovornik in partner tudi pri tem, da se neke stvari uredijo. In upajmo, da tako kot je bilo to govorjeno z med volitvami, kot je bilo tudi kdaj poudarjeno, da se bo tukaj prepoznalo to neko dodano vrednost, da se v bistvu vse tega naslovi, ne samo LGBT, ne samo v bistvu tukaj nekako širšega se bo delati z civilno družbo. Mogoče bi se samo še majčkim prvom ostala z enim podvprašanjem specifično glede LGBT situacije, ker glede na to, da ne koalicijska pogodba, ne nasplošno neka ta retorika nikoli ne zajema, oziroma zelo redko kdaj zajema LGBT osebe in naše specifične potrebe. Hkrati smo pa od strank dobile neke odgovore, kako se opredeljujejo do prav konkretnih vprašanj LGBT. In hotela sem vas še samo vprašati, kaj se vam zdi, na kaj pa sploh konkretno lahko upamo. Vemo, da se lahko gre situacija ali malo boljše ali malo slabše, ampak kaj so lahko naše realne pričakovanja kot LGBT osebe, ki živimo v Sloveniji? A lahko jaz recimo upam na to, da bom lahko čez 4 leta si začela načrtovati družino druge? Ali pa recimo, kaj so neke stvari, ki so sploh realne v tem času? Zdaj, če bi mogla nekaj stvari izpostaviti, mi smo, da to povem, pri Leviatri smo skozi zadnje od poročanja do mednarodnih institucij in vsega, smo nekako skozi leta zbirali neka priporočila, neke predloge, neke zadeve, ki bi neka vodila, ki pač rečemo, oziroma da ne uporabljamo jih trde besede zahteve, da pač kako zagotoviti boljše življenje za LGBT osebe. To smo tudi pred samimi volitvami tudi pošiljali političnim strankam. Sedaj smo tudi to poslali vsem ministrom in tudi v bistvu javno objavili na spletni strani LGBT pravice od sistemske spremembe, kjer bomo nekako spremljali, ali je katera izmed teh zahtev oziroma predlogov, ali se kam premika.
Vemo, da ne bo vse verjetno šel v tem mandatu, ker pač žal, kot si rekla, kaj je pa radno, ne? Ampak od teh stvari, pa če mogoče tudi na podlagi odgovorov, ki smo jih dobili od političnih strank, in kaj si mogoče res se mi zdi, da bi bilo manj, da bi bilo realno speljati v tem mandatu oziroma čim prej, je morda to, da se začne, kar je tudi Gibanje Svoboda v njihovih odgovorih povedalo glede pravnega priznanja spola, da je to lahko urejeno v pravilniku. To je res in to upamo, da bo tudi možno, da bodo to prepoznali sedaj, ko bojo na poziciji, da bo to lahko šlo naprej. Kar se tiče načrtovanja družine, ki si omenila, to mislim, da moramo počakati na Ustavno sodišče. Realnost je tukaj takšna, da Ustava po spremembi pravi, da je dejansko sam referendum ni dovoljen, kolikor je Ustavno sodišče predhodno ugotovilo diskriminacijo. Kar pomeni tako pri OMP-ju, kot pri posvojitvi, kot tudi pri samem imenu, to pomeni, da pač ni deljeno na zakonsko zvezo in na partnersko zvezo. Vsi ti trije primeri so sedaj na Ustavnem sodišču in kolikor bo Ustavno sodišče tudi prepoznalo diskriminacijo, kar verjamemo, da jo bo, ker je to tudi v večini primerov tudi praksa Evropskega sodišča. Jaz mislim, da tukaj potem ne bo več ovir, da se tudi to bo dobila itak zakonodajalec navodilo, da te zadeve upravi in tudi referenduma potem ne bo smelo biti. Kaj te vedno sedaj žal imamo tako močno v tem primeru to mobilizacijski potencial Krimca in njegovih, da so uspeli od leta 2001 od OMP-ja naprej v bistvu priti do teh referendumov. In tukaj je žal na potezi sedaj Ustavno sodišče, ne samo zakonodajalec. Še mogoče ene stvari, ki nekako tudi mislim in ki vidim, da so bili tudi mogoče v hearingih oziroma nekih zadevah sedaj slišanih kandidatskih kandidatov izpostavljene in ki mislim, da se bo odprla možnost, je tudi ureditev področja zločina ali sovraštva, ki ga pri nas dejansko je zelo na en taki način v 297. člen zablokirano, kaj ni ravno optimalno, ne tako za monitoring dejanskega področja, kaj se dogaja, ne za samo obravnavo, hitro se kaj zgrešči, ker se zapiše nekaj stvari v statistiki in tukaj je pač eden izmed stvari, katere bomo tudi nekako poskušali pušati oziroma nekako se bomo morda za spremembi, zatem, ko je že ministrica napovedala, za pravosodje napovedala, da naj bi se odprlo kazenski zakonik, morda tudi dejansko odprla neka področja, da tudi te vsebine napredamo. To je bilo te čisto vrtne, ampak jih je pa več, teh nekih stvari, kaj bi bilo potrebno urediti za samo izboljšanje, smo nekako imamo identificirane, imamo tudi objavljene in bomo videli, kje bomo lahko potem v takih trenutkih dejansko vstopili v dialog in v bistvu tudi šli, ker imamo tudi v bistvu v večini teh primerov nekako vsaj zadnji neko idejo, v katero smer bi bilo pač to tudi potrebno. Jaz bi rekel, da tisto stvar, ki jo lahko nova vlada zelo hitro oziroma predvsem ministri in tako dalje zelo hitro uredijo, pač obstajata dve opcije, ne? Oziroma dva nivoja. Eno so torej te bazične človekove pravice, ki nekaj že Lana rekla, ki so v bistvu direktno izhajajo iz diskriminacije in pač enostavno se to na ta način pač zdaj smo v nekih postopkih, kako to urediti. Recimo ena taka zelo konkretna, ki tudi mi v našem političnem sporočilu izpostavljamo, ki gre konkretno tudi na Ministrstvo za zdravje, recimo prepoved medicinsko nenujnih operacij na novorojenčkih in otrocih v primeru interspolnosti, recimo, ne. To so take zelo clean cut situacije, ne. Potem pa imamo, in teh je kar nekaj, ne. Jaz nimam za potrebe, da bi naštevala, to so ti primeri, ki jih je tudi Lana dala. Potem pa obstaja še cel drug spekter, ne. Če verjamemo v tiste teorije o človekovih pravicah, ki govorijo o generacijah pravic, ne, pač ravno so pravice nedeljive, ne, ampak recimo te, ki spadajo v ta spekter socialnih pa ekonomskih pravic, ne. Pač mi vemo, da
Pri nas je tako, da trenutna državna ureditev je, da država poskrbi za en mali segment nekih storitev pa podpore, ki jo nudi državljankam in državljanom, in potem ogromno skrbstva prevali na civilno družbo, organizacije, zavode in tako dalje. In zato, da se tukaj na te ravni stvari lahko peljejo naprej in se lahko ena skupnost, kot so LGBT skupnost, tudi ima neko podporo, tukaj pa je zelo konkretno, zelo brez velikega filozofiranja, razpravljanja in referendumov, ima vsako ministrstvo vzvode, skozi katere financira tovrstne programe, za začetek, in lahko vsak od teh ministrstev, ki financira tovrstne programe, konkretno prepozna LGBTQ plus skupino ali pa podskupine znotraj LGBTQ plus skupine kot ranljive, kar ima vse pravne dokumente, evropske, nacionalne za to, in enostavno omogoči financiranje podpornih storitev, mehanizmov in tako dalje za to skupnost. Primer, mi nimamo absolutne nobene sistemske ureditve za podporo LGBTQ plus mladim, ki se soočajo z stanovanjsko izključenostjo, brezdomnostjo in podobnim. Se pravi, nimamo recimo nobenih mehanizmov za to, ko si ti znotraj, ne vem, recimo stanovanjske politike in tako dalje, izključen oziroma diskriminirana na tem polju zaradi tega, ker poleg tega seveda, da če nimaš denarja, da za svoj nepremičnino kupiš in moraš iti v najem, je ful veliki problem, če imaš psa, je pa tudi zelo veliki problem, če si gej, in pač nišče noče takih med v svojih letih. Mislim, teh situacij je za LGBTQ populacijo žnjak. In take zadeve, ene so torej to protidiskriminacijski zakoni in kaj lahko zakonodajamo preko sodišča, ampak zdaj, koliko ljudi si lahko privošči iti po nekih sodnih postopkih, delodajalca, najemodajalca in tako dalje, tožiti zaradi tega in dokazati, da je stanovanje leto ali pa je služba leto zato, ker je ni prave spolne usmerjenosti ali pa spolne identitete. V Sloveniji, good luck, super, lahko tudi ustanovi mogoče Ministrstvo za pravosodje ali pa za notranje zadeve tudi kak posebni fond za pravno mrežo za varstvo demokracije, ki imamo take primere, ali pa za PIC pa imamo take primere, lahko naslavlja boljše, super, ampak tisto, o čem jaz govorim, je to, da v bistvu obstaja veliko moči pri odločevalcih, posebej pri tistih, ki bodo vodili ministrstva in lahko marsikaj naredijo na ta način, ker če lahko prepoznajo druge marginalne ali pa manjšinske skupine kot neke ciljne populacije, katerim se namenijo sredstva ali pa spreminjajo sistemski pogoji za vstop v neke sisteme, potem lahko to tudi za LGBTQ plus osebe na način, ki je primeren za LGBTQ plus osebe. Pač, če si trans oseba, je prvi problem, da kjerkoli ustanova v Sloveniji obstaja za te pre, ti že ne more niti omogočiti tega, da greš na WC. Potem imamo v bistvu problem, potem govorim, tukaj se da ogromno narediti. Če še samo jaz lahko minuto ukradem, ker ravno mogoče sem pozabila ravno to neko zadevo, katero smo mi že pred še prejšnjo vlado naslavljali, pa ni samo specifično za LGBT področje, ampak za celotno področje nekih človekov. Slovenija nima tudi strateškega pogleda za naprej. Nima strategije, nima akcijskih načrtov in nima ravno tega, o čem je Simona govorila, da bi prepoznala se kot neke, ne samo širše, kot neke ranljive skupine. In tu smo na eni točki sedaj, ker niso samo te neke zakonske spremembe, ki jih potrebujemo, ampak so te spremembe. So spremembe v nekem razmišljanju, v neki strategiji. Tu nujno potrebujemo neko strategijo na širšem področju človekovih pravic, ki bo nekako naslavljal, kako graditi boljšo družbo skozi vse te neke ukrepe in akcijske načrte, ki bojo tudi dejansko izvedljivi, merljivi in ki bojo imeli neko točko znotraj izvršne veje oblasti, ki bo to spremljala, ki bo to implementirala. In to je ena zadeva, ki je tudi bolj nekako, vsaj nekako tudi videli smo že to poskušali pod vlado Marjana Šarca, smo začeli že ta pogovor v bistvu z kabinetom vlade takrat. In upam, da bomo sedaj seveda tudi z nekim pušom Evropske unije za njihovo strategijo za delo na tem področju tudi dejansko nastavljati, kajti če želimo nekako dolgoročno graditi neko boljšo, stabilnejšo družbo, tukaj pač moramo imeti neki pogled, ki bo
izšel ne samo iz v bistvu tega mandata, nekih strateških pristopov. Če lahko samo dodam, ker se strinjam s vsem, kar ste povedali, jaz bi rekla tudi sam, da kar ne izključuje to, kar ste videli rekle, da pač vedno, ko se socialna država šibi, najbolj nastrada ravno in največji efekt na to na manjšine. Pač mi v Sloveniji 10.000 ljudi nimajo osebnega zdravnika in za koga je to največji problem, če si trans oseba in ne rabiš terapijo. Ljudje ne morejo priti do stanovanj. Za koga je to problem, če si gej oseba, ki jo starši ne sprejemajo. Se to vidi že med korono, ko so se ljudje morali vračati domov v neke zelo neprijetne situacije, zelo nevarne situacije. Tako da pač, če želimo govoriti o pravični družbi, moramo tudi se pogovarjati o socialni državi, pa o tem, kako bomo v bistvu nekih zadnjih 30 let krhanja te socialne države zdaj kako lahko pač ta trend preobrnemo v nasprotnost. Bi še kaj katera dodala okoli tega, če ne vas pa vabim, da tudi ve malo komentirate to koalicijsko pogodbo iz svoje perspektive. Ja, mogoče se, jaz se popolnoma strinjam, pač koalicijska pogodba je nek dokument, ki nakazuje neko smer, ampak kaj se pa res dogaja, pa pač bomo videli, ko se bo sprejemil proračun. Zato, ker pač koalicijska pogodba ni nezavezujoča, ne možejo implementirati, ne možejo izložiti nič, ne. To ni akcijski načrt, ne moramo vedeti za podlagi koalicijske pogodbe vse, kar bo vlada naredila v teh 4 letih, ker ja, kot rečeno, odvisno bo od resorja, odvisno bo od ministrstev in odvisno bo od tega, zakaj bodo zagotovili sredstva. Tako da jaz mislim, da jeseni, ko se pač sprejema proračun, takrat v bistvu še ne pride ta največji mogoče zagovorniški del, ko pač, ja, če ti ni tam zraven, potem v bistvu težko karkoli v bistvu dosežeš, ne, to je pač nažalost ta realnost. In ja, tudi ne vem, na področju dela se pač, ja, brez veze, da gremo zdaj pač res v vse malenkosti. Nekatere stvari so dobro zastavljene, ampak mislim, da potem ja, hudič se skriva v teh malenkostih, kako potem to pride pri sami implementaciji. Bi pa jaz v bistvu rekla, da mogoče odlih to, no, vse ja, ne vem, če vsi, mislim, jaz osebno ja, ne poznam Gibanja Svobode, ne poznam tudi dobro Goloba, ne vem, kaj natančno naj si mislim o njemu in ne vem, kaj natančno naj pričakujem. Jaz bi se zelo želela, da to ni samo še nek neoliberalni politik, pa mogoče je, ne vem, če ga drugi bolj poznate, ampak si pa mislim, da to je zdaj ta trenutek za nas. Ker jaz mislim, da večina v Sloveniji ga ne pozna dobro. Večina ljudi je volila točno zaradi tega upanja, ki ga je prej Lana omenila, ker so ljudje upali, da bo on nekaj drugačnega prinesel. In jaz mislim, da je zdaj to naloga od nas, da ga na to spomnimo, da smo ga mi izvolili, da je izvoljen samo zaradi nas, torej volivk in volivcev, zaradi civilne družbe, zaradi teh obljub, tudi zaradi zavez Glas ljudstva, ki jih je dal in pritiskamo vse skozi, to je pa tisti del, ki sem ga prej rekla, boj se nadaljuje, da on to resniči, da mu mi dajemo agendo, da mi pač postavljamo naše pričakovanja. Ker jaz vse mislim, da tisti ljudje, ki so za njega volili, niso volili zato, ker bi si v resnici želeli neoliberalne politike in zato, ker bi si samo želeli back to business as usual, kakor je bil pred Janšo. Ker ta sistem, ki je bil pred Janšo, nam je prinesel Janšo. Ta sistem je v resnici seveda in ne prvič, že tretjič. In ta sistem je krhek sistem in tega sistema se moramo znebiti. In ta sistem, ki je bil pred Janšo, je uničil javno zdravstvo, je uničil socialno državo, je uničil dostop do javnih storitev, je razklal celoten nepremičninski trg, da zdaj pač ne pridemo do stanovanja, je povzročil prekarnost in vse. In jaz mislim, da vse ljudje, kljub temu, da tega morda niso tako zelo jasno ali besedali, ali ne vem, pač ja, pričakovali, da vse se zavedamo, da ne smemo iti samo nazaj, tako kot gre mogoče 2 leti pred temi volitvami. Tako da jaz bi tukaj res pač v bistvu igrala na to karto, da smo zdaj mi tisti, ki moramo vse skozi na to opozarjati. In moramo mi oblikovati pač politiko in jasna pričakovanja in enostavno to zahtevati. In morda ravno v tej foliji, ker so oni vse, oziroma cela vladna koalicija, ker je dovolj stabilna, ker so samo, ne vem, 3 stranke, ki imajo močno večino, bi si pa oni tudi morda upali narediti kaj bolj drsnega.
Mislim, se mi je mogoče totalno optimistična, ampak malo še moram biti, ampak tako pač to je bila moja strategija, da se tudi v bistvu njih pritiska na tak način, da se jim reče, dajte si upati, ravno kar ste z velikim naskokom zmagali, imate močno koalicijo, a ne? Zdaj je ravno ta čas za to, da se gleda bolj ambiciozno na stvari, ne samo, da se pač ponavlja tisto, kar so v bistvu slabe prakse sistema zadnjih 30 let. Ja, jaz bom res kratka probala biti, pa bom povedala samo nekaj okoljevarstvu. In sicer zdaj novi premier nam obljublja reševanje energetske draginje, pa zeleno agendo. Tako da bomo videli, kako se bo to udejanjalo. Priznati moram, da koalicijske pogodbe nisem natančno brala, pa se strinjam tudi s Tejo. Noben ne ve, kaj je v predhodnih koalicijskih pogodbah pisalo, pač tako iz splošne javnosti bi rekla, pač, da so ni nekaj, kar so zavezani se držati. Ampak ja, videli bomo na konkretnih primerih. Jaz bi dala zdaj kar en tak čisto stvar, ki se ta trenutek dogaja, namreč minister Vizjak je 3 dni pred koncem mandata dal koncesijo za gradnjo sežigalnic kar brez okoljskega dovoljenja se lahko gradijo in zdaj bomo videli, kako bo naša nova vlada recimo reagirala na to, kako bo v luči lokalnih volitev tudi pokleknila ali ne pred občinskimi lobiji, pred gospodarskimi lobiji, pred kapitalskimi lobiji in ali se bodo pripravljeni odločati dobro ljudi in dobro okolja ali pa bodo šli naprej, tako kot se nam je že zgodilo, ne vem, na primer s Tešom, pa še številnimi drugimi primeri slabih praks na področju okolja. Tako da, to je ena stvar. Jaz imam svega. Ok, hvala. Jaz se zavedam, da je čas še za eno hitro zadnje vprašanje. Imam še par, ampak ne bom. Veliko zanimivih stvari ste že povedali in jaz bi vas z veseljem še dalje poslušala, ampak ne bom podaljšala tega večera predolgo. Ampak še vsem se mi zdi zelo pomembno vprašati, kaj recimo, kako se lahko mobiliziramo zdaj še naprej po volitvah. Nekaj ste že nakazali, tudi na kak način zdaj držati to vlado za besede, ki so bile izrečene, ampak ena stvar je, da skoraj vsaka od iniciativ, tako Glas ljudstva še nadaljuje, Pravna mreža nadaljuje, torej vse ta gibanja, vse te nastala zavezništva se nadaljujejo in me zanima, kaj se bo recimo dogajalo, na kak način, kako se lahko vključimo. Po drugi strani pa, in verjetno povezano, prihajajo v bistvu še dvojne volitve letos. A je zdaj še zmeraj sploh relevantno, da se mobiliziramo tudi okoli teh, ali zakaj je to sploh pomembno, a je kakšen specifičen element, ki je za LGBT vsega pomemben, naprimer pri lokalnih volitvah. Sem poskušala se eno strniti. Ampak ja, če nakratko še delite. Ok, ful vprašanj si pravi. Mislim, lokalne volitve so bolj pomembne. Mislim, da par stvari, ki si jih ti prej omenila, tudi zato, ker v bistvu mislim, da lokalna demokracija je tista, ki je najbližje posamezniku, najbližje volilki in velikokrat ravno tista, ki alienira in razočara. Jaz mislim, da v Sloveniji specifično imamo en tak velik problem black box demokracije na lokalnem nivoju, ker neke stvari se zgodijo in potem ven pridejo politike, ne veš pa točno na kak način, pa nimaš na kak način, kakšni so procesi, nimaš načina vplivanja na ta procese. V bistvu res je fascinantno, kako
Gre za stvari, ki se dogajajo v našem okolju, v nekih majhnih, mislim, imamo 212 občin, ki so res majhne. Torej, res se dogajajo, verjetno ima vsakdo od nas nekega sorodnika, ki je v nekem občinskem svetu, krajevnem svetu in tako dalje. In hkrati, koliko smo v bistvu nevključeni kot javnost v te procese, koliko nimamo možnosti vplivanja, koliko v bistvu same občine in cel sistem lokalne samouprave izključuje posameznike. Mi imamo res podatke, če se na nivoju države še pogovarjamo o transparentnosti, pa vključevanju, pa participaciji, mislim, da tega res ni na lokalnem nivoju. Tako da se mi res zdi pomembno, da ker zdi se mi, da v bistvu te volitve so bile res en tak velik poskus, eksperiment v tem, kako lahko civilna družba se gre v bistvu predvolilne kampanje. In smo pokazali, da vsekakor je mesto za civilno družbo v tej predvolilni kampanji in smo si ga v bistvu sami naredili. In jaz mislim, da po tem momentu, ki je bil ustvarjen, se bo nadaljeval tudi jeseni. Vsekakor pa mislim, da ne bo moglo iti na isti čist način, ker je parlamentarne volitve pa lokalne volitve so popolnoma drugačne. Zdaj, recimo, eden od načinov, kako je danes in dan že na prejšnjih volitvah sodeloval, je, da smo vsem kandidatom za župane, to je tisoče in tisoče ljudi, ki večinoma sploh nimajo mailov in tako dalje, ampak vedno ne je to. Smo poslali v bistvu, takrat smo v bistvu delali kampanjo za uvedbo participativnega proračuna in smo jim vsem poslali, naj se zavežejo oziroma naj se opredelijo, ali bojo uvedli participativni proračun. Od tega 40 kandidatov se je zavezalo in od tega jih je 52 županov in županj, ki so bili izvoljeni, so bili tisti, ki so se zavezali za participativni proračun. In dejansko mi vidimo, recimo, od leta 2019, ko je bilo par participativnih proračunov, v Sloveniji jih je danes 35, torej v bistvu se kaže ta neka rast. Zdaj ne bom rekla, da smo samo mi, pa samo ta kampanja, ampak vsekakor te neke aktivnosti, ki v bistvu specifične stvari zahtevajo in na taken način, ki je, vsaj v tem specifičnem primeru, je to en primer, kako smo mi lahko kot neka nacionalna organizacija sodelovali na lokalnih volitvah. Zdaj, hkrati, ko govorimo o tem, sem že kar utrujena, zaradi tega, ker pač res to je ful dela, od tega, kot si rekla, spremljanje, kaj dela vlada, do tega pripravljanje na nove volitve in spremljanje teh volitev, tako da ne vem, Hvala. Ja, planov je ful z Glas ljudstva. Ful je tako, v bistvu tudi malo triki moment za nas, ker cilj je bil do zdaj jasen in smo imeli vse te organizacije, v bistvu vse mi smo Glas ljudstva, smo imeli zelo jasen fokus in je bilo zato tudi lahko mogoče vzdrževati to inicijativo. Zdaj, ko ta fokus mogoče ni več tako jasen, si mi še vse želimo vzdrževati to inicijativo. In se bomo fokusirali na 3 aspekte. Prvi je torej monitoring implementacije teh političnih zavez, torej vsaj teh 122, potem drugo so lokalne volitve in pa tretje predsedniške volitve, seveda. In zakaj? Predvsem zato, ker, kako je Maja rekla, mi smo zdaj res dokazali, da civilna družba je lahko resen politični player. Mi se lahko gremo politično kampanjo, ampak ne za kampanjo, mi se gremo lahko politiko. Mi lahko vplivamo na rezultate in na vsebino. In mi nikakor ne želimo biti isti, kot so politične stranke, ki se grejo v kampanjo samo enkrat na 4 leta in ljudi takrat prosijo, dajte nam zaupati, dajte nas podpreti, dajte biti z nami. To ni to, za kar smo se mi borili in to ni to, za kar bi bila jaz 105 tednov na Trgu Republike, zato da bi zdaj, ko smo dosegali to, recimo, da zmago, šli res nazaj, kot je bilo prej. Mi tukaj resno razmišljamo o novih načinih, o novih mehanizmih soodločanja, vsakodnevno.
kaj je torej vloga civilne družbe pri sprejemanju odločitev, pri participaciji na najvišji ravni ali pa na lokalni ravni ali pa pri proračunu države. In mi upamo, da bomo torej na dolgi rok lahko v bistvu začeli to debato in torej spremenili demokracijo, kot bi jo res želeli videti, ne kot je zdaj pač potekala v bolj obliki strankokracije, kjer so bile pač te odločitve res v rokah zelo majhne elite. Tako da jaz mislim, da so to neki izzivi za nas naprej. Predvsem mislim, da moramo res nadaljevati z Glas ljudstva in s tem pristopom, ki smo ga različne organizacije uspeli udejanjati. In to je, da se podpiramo pri medsebojnih bojih. Da pač boj LGBTQI+ skupnosti ni samo boj te skupnosti, ampak da je lahko to tudi sindikalni boj ali pa pač okoljevarstveni boj. In obratno, da res, ko imamo akcije, ko imamo proteste ali ko imamo zahteve ali pa karkoli počnemo, da to pač res si pomagamo tukaj. Ker mislim, da lahko tako dosežemo veliko več in da smo s tem ta močen politični akter, ki se ga ne tudi upravičeno bojijo. In če torej lahko vsaka izmed naših organizacij še naprej zasleduje seveda primarno svoje poslanstvo, deluje na svojem področju, ampak se pa potem tudi združujemo v te neke skupne, širše boje, mislim, da lahko presežemo marsikaj, kar smo videli. In seveda ob tem tudi ne pozabimo neke širše slike. In to je pa tudi to, kar je Simona že tukaj lepo povedala, torej ta boj proti kakršnikoli krivičnosti. Boj proti sistemu, ki dovoljuje ali celo spodbuja to pač neenakost in to pač krivičnost do določenih skupin. Tako da to. A smo vsi motivirani? Mislim, da smo zdaj. Jaz tako mislim, da z lokalnimi volitvami precej drugače kot z državno-zborskimi. Pač potrebe v tem, da cela stvar nikoli ni tako seksi, pa tudi potem za pač nagrade niso tako seksi. In to pomeni, da pač kako izgleda biti v enem občinskem svetu, ene relativno neznane občine, je podoben kot da si v nadzornem svetu enega bloka. In to pomeni, da se moramo vsi aktivirati in se moramo vsi soočati s temi starimi faktorji, s temi mansplainerji, s temi ukoreninjenimi vzorci, s temi principi in pač res trdo oddelati svoje. Kar pomeni, da tukaj je zdaj naloga po moje civilne družbe, da se res vključi vse te borilne zadeve in da vztraja. Zaradi tega, ker pač to je edini način, kako se lahko stvari spremenijo. Je pa ful vedno. Sorry. Mi smo še sicer nekaj razmišljali, oziroma definitivno je totalna druga zgodba, kaj se tiče lokalnih volitev, že zaradi števila občin, ampak če si prej omenila, da mogoče nagrade niso tako seksi, za ljudi ne, ampak žal so pa tukaj za politične stranke pa kar, kajti mislim, da večina financiranja političnih strank pa dejansko prihaja iz njihovega, ne iz državno-zborskega rezultata na državno-zborskih volitvah, ampak to, kaj so financirani iz proračuna samih občin. In mislim, da je primer SLS tisti, ki je v bistvu najboljši rezultat ima na lokalnih, je imel 4 leta nazaj na lokalnih volitvah. In ni parlamentarna stranka, ampak terensko pa, kot smo tudi videli, sedaj, ko so bili del skupine Povežimo vse, so pa zelo močni, zelo razširjeni in ravno lokalna okolja so tista, ki jim gor držijo. In tukaj, kaj upam sicer je, da se tudi tukaj bolj neke neoliberalne, sredinske ali pa neke politike, ki so progresivnejše, ki so nekako bolj inline z ničem, kaj mi vidimo, tudi tukaj začela izpostavljati. In še ena zadeva na lokalnih volitvah. Čudne koalicije se včasih sklepajo, nekih jih ne vidimo, mogoče na nacionalni ravni, na lokalnih ravni pa lahko SDS-ovi poslanci komod delujejo z nekimi poslanci iz SD-ja, recimo. Tako da je zelo dobro okolje. Iskreno povem, da nismo se pogovarjali te legitime oziroma tudi nekako širše, kako bi pa te volitve naslovili, ampak v nekem tem civilno-družbenem angažmaju širšem pa upam, da se bo tudi nekako ta boj, ki se skozi
pokazal tako tudi z Ampovim, z vsemi temi nekako, še posebej okoljevarstvenimi, civilno-družbenimi, ki je tudi nekako prenesel v neke te drugačne smeri v teh politikah. Glede predsedniških pa, ja, upamo, da bomo govorili mogoče malo drugačno moralno odvedeni. Kaj se tem predsednik pravi, da ni. Mi smo letos januarja začeli prva planiranja za projekte in mobilizacijo mladih LGBT plus volivk in volivcev za evropske volitve leta 2024. Na ta način razmišljamo o volitvah, kar pomeni, da tudi ta naša iniciativa Marični glas, ki jo imamo, je v bistvu bila malo poligon za testiranje, kako poskušati neko novo generacijo mladih, predvsem LGBT plus mladih, začeti z njimi delati, začeti komunicirati na način, da bi jih spodbudili za neko družbeno participacijo, ki bi se potem manifestirala tudi v udeležbi na volitvah. Namreč tista zadeva, ki je spodbudna v tej državi, je, da je lani izšla raziskava Mladina 2020 in da v Mladini 2020 se kaže en za nas v bistvu ful pomemben in pozitiven trend, in to je, da ko so mlade spraševali v Sloveniji, kaj se meni o tem, ali bi lahko istospolni partnerji enakovredno vzgajali otroke kot raznospolni, se je ta procent mladih iz leta 2010 na leto 2020 povečal za več kot 30% pozitivno. Druga taka za nas pomembna zadeva je, da imamo v soboto parado ponosa in da lahko povemo, da smo v zadnjih letih obisk parade ponosa se je povečal iz tam 250 do 500 oseb na skoraj 5000 lani. In da je povprečna starost, jaz sem zelo prepričana na tej paradi nekje tam med 14 in 16. Tako da jaz mislim, da tista stvar, ki jo vidimo, je, da mlade generacije, ki prihajajo, so queer. To niso ne geji, ne lezbijke, to so queer mladi. Nebinarne osebe, ki razumejo svojo spolno identiteto in izraz, pa fluidno, na nekem spektrumu razvoja, se zavedajo tega, da bodo v svojem življenju večkrat se redefinirale, zelo dobro poznajo v angleščini besedišče za svoje spolne izraze in identitete, v slovenščini niti približno. Ampak istočasno so pa to generacije, ki se ne udeležujejo in ne participirajo v družbi na iste načine, na katere smo mi vajeni. In enostavno to je enigma, kako v bistvu te mlade zaangažirati, zmotivirati, nek stik spostaviti, da bi dejansko njihova energija, pa njihov angažma, pa tudi to, da živijo drugačne življenje, kot smo jih mi kot mladi, prelili lahko v neko politično participacijo. In nimamo odgovorov, ampak testiramo. In ta Marični glas je temu namenjen in s tem bomo delali naprej. Zdaj pa pridemo do tistega, kar pa se kaže za našo največjo šibkost, ki ni samo organizacijska šibkost ali pa pač šibkost LGBT organizacij, ampak tega, kdo smo mi in kaj življenje živimo. In to je to, da te isti LGBT plus mladi, vključno z nami in starejšimi LGBT plus generacijami, lahko živimo svojo identiteto na spletu, lahko jo živimo v svojih balončkih, lahko jo živimo v zaprtih prostorih, varnih prostorih nekaterih organizacij. Veliko težje jo pa živijo in živimo v lokalnih okoljih. V Spodnjem Dupleku, pa v Trnovski vasi, pa v še kakih drugih krajih, v drugih regijih stvari ne prihajam ravno jaz, je pa to veliko težje. In zato, da pa imaš ti to politično mobilizacijo na lokalni ravni, rabiš pa ljudi, ki so od tam. Jaz, če grem, pa hočem delati delavnico z mladimi, ali pa z ravnatelji, ali pa z občinskimi svetniki. In če jaz pridem na občino, ker je moja mama zaposlena in govorim s svojim lokalnim naglasom, pa malo po domače kaj povem, bom del te skupnosti in me bodo slišali drugače.
Pa že jaz sem tujka, ker živim 20 let v Ljubljani. Tista stvar, ki jo tudi tujina izkazuje, jaz delam v organizaciji, kjer politično mobiliziramo evropske državljane zato, da bi na EU politike vplivali. V tistem momentu, ko hočemo pušniti Evropski parlament ali pa neko komisijo tam, mislim pač neko odbor na Evropski komisiji in podobne zadeve, tista taktika, ki vedno znova deluje, je to, da morajo ti ljudje začutiti, da jim gori pod ritjo iz strani tistih volivcev, ki so jih izvolili. Se pravi, mi moramo ljudi iz Španije pripeljati, da njim pred, ali če so v Bruslju protestirajo, oziroma jim nekaj od tam prinesemo, ali pa da jih dobijo, ko so v svojih pisarnah, tam v lokalnem okolju. Kaj hočem povedati? Če bi mi imeli mobilizacijski potencial, da lahko na Ptuju mobiliziramo 100 ali pa 200 LGBTQ plus mladih in njihovih staršev in prijateljev in grejo tam lokalnim svetnikom, prinesti nekaj, zahtevati nekaj, malo se dreti pred njihovo okno ali pa pisarno, bi imeli povsem drugačno moč, da smo slišani ali pa da bi vsaj to moglo biti naslovljeno, kot pa če to delamo z avtobusom ljudi, ki jih z Ljubljane pripeljemo. Ali pa če to delamo samo preko nekih zgodovih mehanizmov, ki so nam na voljo, ne vem, družbenih omrežij ali pa mogoče kakega članka v kakšnem nacionalnem mediju. In problem tukaj, zakaj pravim, da imamo, pa zdaj tukaj je problem, ki ni samo v tem, kako se mi organiziramo, je pa točno to, ker bi naša družba mogla biti drugačna, zato da bi lahko lokalno imeli tam 100 ljudi na to temo, ki živijo svojo identiteto tam, katerih starši so pripravljeni se izpostaviti in tako dalje. In zato je v bistvu jaz mislim, da kar se tiče mobilizacije na lokalni ravni brez širše populacije, ki ni LGBTQ+, ki je družbeno zavedna in prihaja iz drugih gibanj, ki se je lažje izpostaviti na lokalni ravni, brez da bodo vsi oni šli se naših pojav na lokalni ravni, jaz mislim, da ne bomo prišli do tja zelo hitro, kam bi radi prišli. In to je za nas v bistvu ključno, tako da jaz mislim, da tako kot mi ne moramo brez tega povezovanja, ne na nacionalni, pa še posebej ne na lokalni ravni, tako tudi druge družbene marginalizirane nekatere skupine ne morajo. In jaz mislim, da je to za mene tista stvar, ki je ključna bila v zadnjih 2 letih, to je to, da smo, jaz mislim, da prvič po dolgem času sem jaz začutila, da bijemo en skupni boj. In da smo, jaz še nikoli v svojem aktivističnem lifeu, pa sem bila nekoč, jaz sem začela kot okoljevarstvena aktivistka, ko smo čez akcijo organizirali, neki zelo bazični aktivizem v 90-ih, na področju okolja, pa sem potem bila zelo vključena v neke druge, bom rekla, aktivizme manjšinskih skupnosti, ki so bolj povezane z etničnim pripadnostjo in tako dalje. In zadnja leta delam na področju LGBT aktivizma. Jaz še se nikoli nisem tako počutila povezano, ali pa na ta način v skupnem boju z drugimi NGO sektorji, rečemo temu, kot zdaj za 2 leti. In jaz upam, ali pa si želim, da je predvsem to tista stvar, ki nam ostala, ker jaz mislim, da je to tisti tipping point, ali nam bo ratalo, ali pa bomo šli v business as usual, oziroma v neke predjanšistične mogoče vzorce, ki tudi za nas se bomo težko premaknili naprej. To. Hvala. Zelo velika hvala mojim sogovorkam za vse, kar ste delile. In v luči zdaj teh zadnjih komentarjev in teh skupnih bojev vas zelo lepo vabim na Parado ponosa skupaj z vašimi razširjenimi ekipami. Hkrati pa vas vabim, da vi nas vabite še naprej v skupne koalicije in skupne iniciative in temu pozivam tudi vse, kar nas poslušate in nas boste na YouTube poslušali. Še enkrat hvala tudi vsem, ki ste prišli. Verjamem tudi, da se je pojavilo kako vprašanje iz publike, ampak zdaj, da je toliko nisem odprla tega prostora, sem pa ziher, da če bo kera še ostala na kakem čiku ali pa kozarcu vode, lahko pristopite in še kaj vprašate. Tako da zaključujem zdaj. Hvala lepa.